Na osnovni šoli Ivana Cankarja in na osnovni šoli Antona Martina Slomška na Vrhniki je potekal nagradni natečaj za najboljši esej na temo domovine in domoljubja. Izbrali in nagradili smo 3 izmed njih in danes so med nami vsi 3 nagrajeni učenci. Nagrajena eseja bosta predstavljena v skrajšani obliki, v celoti pa bodo vsa dela objavljena na internetnih straneh postanivojak.si in mors.si. In ker le avtor najbolje predstavi svoje delo, spoštovani zbrani, pred mikrofon vabim učenko 9. razreda osnovne šole Antona Martina Slomška iz Vrhnike, Živa Matevc, izvoli. Domovina. Priznam, nikoli še nisem razmišljala o domovini. Kaj sploh je domovina? Prvič sem za besedo domovina slišala od babice. Povedala mi je, da je treba imeti domovino rad. Moja pradetka in prababici so se borili v vojni, da lahko jaz danes govorim slovensko. Kaj je domovina? Sem vprašala. Odgovorila mi je, da je to naša lepa Slovenija. Slovenija se mi v resnici zdi lepa in vesela sem, da se lahko brezskrbno šolam in da pri nas ne divja vojna. Lepo se imam, odkar vem zase in neke posebne hvaležnosti do domovine ne občutim, saj mi je ta nekaj najbolj samoumevnega. Sploh si ne znam predstavljati, da bi bilo drugače. Domovina. V 5. razredu smo imeli zaključno prireditev v celoti v angleščini. Gledat sta prišla tudi moja mama in tata. Po končanem nastopu je bil moj tata jezen in zelo slabe volje. Ko se je pomiril, mi je razložil, da sem jaz sicer lepo nastopala, vendar se mu je zdela odločitev, da prireditev poteka v angleščini, popolnoma zgrešena. Ni razumel te odločitve učiteljev in zdelo se mu je, da so ti mnenja, da je angleščina imenitnejša od slovenščine. Tata je menil, da je ta odločitev za zavest otrok, kdo so in kaj je njihova identiteta, celo škodljiva. Ko se zdaj oziram na ta dogodek, se mi zdi, da je bilo tatovo stališče precej povezano z domovino. Domovina je tam, kjer je doma tvoje srce. Domovina je tam, kjer se počutiš celovit, varen, srečen, kjer se zaceliš in si nabereš novih moči. Domovina zame ni le država, v kateri sem rojena in živim. Obris neke oblike na zemljevidu, ampak nekaj, kar me vedno spravi na noge, pa če sem še tako potrta. Vsak ima svojo intimno domovino. Nihče mi je ne more okupirati, v njej sem vedno svobodna. Domovina mojega srca je hrapava babičina dlan, ko me majhno deklico spremlja v šolo in mi pripoveduje, kako je bilo, ko je sama hodila v šolo, ter kakšne vragolije so zganjali z brati. Zima je, sneg se počasi vrtinči proti tlom, v glavi mi vznikajo slike, okoli srca pa me greje babičino veselje. Domovina mojega srca so počitniška jutra pri noni, ko sem zavita v odejo. Hiša diši po orehih, ki se sušijo na peči. V sobo pa se skozi polkna plazi jutranja svetloba. Zaslišim, da nona prihaja z vrta. Zaprem oči in se delam, da še spim. Vendar ona ve, da sem že budna in mi hiti pripovedovati o svojih kokoškah, ki so tako vesele, da končno dežuje več. Potem mi iz mize prinese lipev čaj z medom ter mi pripravi šmoren. Takšnega, kot ga na celem svetu pripravi samo ona. Domovina mojega srca je ljubezen med mojo mamo in tatom. Ne poznam nobenega drugega poročenega para, ki bi se razumel tako dobro kot moja starša. Domovina mojega srca je moje tiho zavezništvo z bratom, za katerega, najbrž moja starša ne vesta, se nama kar naprej očitata, da se preveč kregava. V resnici pa, ko je to potrebno, drugega ščitiva in si krijeva hrbet. Domovina moje babice je Prekmurje njenega otroštva in Ljubljana njenih študentskih let. Domovina moje none je njen vrt, kjer se med tisočerimi barvitimi vrtnicami sprehajajo kokoške in 2 racmana. Domovina mojega dedija so gozdovi Notranjske.
domovina mojega nonota, je trenutek, ko se svojimi potrpežljivimi prsti povrne življenje v navidez že neuporabno stvar. Domovina moje mame so zgodnje jutra ob kavi. Domovina mojega tata je brinkanje na kitaro. Domovina mojega brata pa je zanimiva knjiga in tek s psom čez travnik. Želim si domovino, v kateri ne bo revščine, čeprav v njej ne bomo vsi enako bogati. Domovino, v kateri bomo s ponosom govorili slovenski jezik in znali še številne druge. Domovino, ki bo cenila ustvarjalnost, radovednost in znanje. Domovino, v kateri bodo babice in dedki lahko spremljali svoje vnuke v šolo, saj bodo dovolj pri močeh. Želim si domovino čistega zraka in čiste vode, v kateri interes bogatih in vplivnih nikoli ne povozi vprašanja čistega in varnega okolja. Domovine, iz katere ljudem ni potrebno odhajati s trebuhom za kruhom. Na koncu koncev smo domovina ljudje. Domovina je lahko naša mati samo, če interes skupnosti vsak dan postavimo pred svoje male egoistične želje. Od vsakega od nas je odvisno, kakšno domovino bomo imeli. Kot je že pred 100 leti dejal moj veliki sokrajan, narod si bo pisal sodbo sam. Narod si, tako ali drugače, vedno piše sodbo sam. Hvala lepa, Živa.